Konec junija je Nataša Križman pristojnemu ministru Žigi Turku poslala elektronsko pismo. Delovnih zvezkov za novo šolsko leto ne bo kupila, a glavni razlog ni okoli 400 evrov, kolikor skupaj stanejo. Se ne strinjam z tem sistemom šolskih potrebščin, ki je danes. Namreč otroci imajo en kup delovnih zvezkov, ki jih nas pol rešijo in se mi zdijo posebno nepotrebni. Z ministrstva so nam med drugim odgovorili, da so šole pri izbiri delovnih zvezkov sicer avtonomne, vendar lahko starši prek sveta staršev vplivajo na skupno ceno. Nataša, ki je na premalo uporabljane delovne zvezke opozorila, odgovora še ni dobila. Otroci slej ko prej bodo to potrebovali, drugače bodo pač nekako v razredu izstopali oziroma bodo izločeni na nek način. Sem postavljena pred dejstvo, da je treba kupiti to, ne? Strošek za delovne zvezke je odvisen od razreda in je po šolah različen, a skupaj z drugimi potrebščinami krepko posežejo družinski proračun. Za 9,68, to so samo delovni zvezki, ki prek šole potem vzamemo učbenike. No, potem pa so še tu zvezki pa druge stvari, ki jih je treba. Ja, kar velik je, seveda. Kupiti jih je treba. Tako da. Večina jih kupuje z kreditnimi karticami, sicer v enkratnem znesku, ker na obroke oziroma obročno plačilo imamo samo v prednaročilu. Nekateri otroci pa že sami pripomorejo, da starši za potrebščine odštejejo manj. Če so lepe barvice, jih uporabim za drug let. Sicer pa precej staršev delovne zvezke za osnovno šolo naroči že konec junija, po 20. avgustu pa jih ali pridejo iskat v knjigarne ali pa jih dobijo na dom ali v šolo, medtem ko je nakup delovnih zvezkov za srednje šole aktualen še konec avgusta ali v začetku septembra.